vas pozdravljam vse v imenu našega Gospoda, kateremu smo se zbrali danes. Današnja tema bo Gospodova večerja. In dejansko, ko sva z Boštjanom razmišljala, kako bi se tega lotila, smo imela več idej. Na koncu definitivno smo se odločili, da je treba slediti na vodilu oziroma spodbudi, ki jo je dal Primož Trubar, namreč, da ne bi se o tem pogosto govorilo, da ne bi pridigarji razlagali pogosto, ne samo vsake toliko časa, pogosto, kaj je to, kaj se tukaj dogaja, kako moramo pristopiti. In za začetek bom kar par besed tako iz cerkvenega reda prebral, kako Trubar tukaj dejansko daje eno predlogo in ne pridige. Jaz ne bom zdaj vse te bral, lahko si jo sami preberete, na strani 323 naprej je ta Trubarjeva pridiga, kot predloga, recimo, kaj ne bi se povedalo. No, takole začne. Vi, Božji izvoljenci, vsi prisotni bomo obhajali sveto, milosti polno in bogato večerjo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, pri kateri postavlja pred nas, nam daje in deli svoje pravo telo zajet in pravo kri za pijačo v trditev naše vere. Potem prav, zato za spodobin je potrebno, da se pripravimo. V tem je smisel zdaj tega, kar želim povedati, da se pripravimo na Gospodovo večerjo, na srečanje z Gospodom. Slišali smo že nekaj odlomkov iz svega pisma, ki nas oba ta odlomka in Izaija in odlomki iz Janezovega evangelija nas pripravljajo točno na to isto. Jaz bi začel s tem, da bi vas spomnil na eno zelo preprosto dejstvo, ki ga pogosto pozabljamo. Zdaj bi vas kar vprašal, kakšna je bila Jezusova evangelizacijska metoda? A je imel kakšno metodo? Eno ime. Prilike. Ja, dober, ampak to je res, to je metoda govora, ampak njegov glaven način praktičen, kako je evangeliziral. Hodil okrog, ja, ampak kaj pa je delal? Učil, ja. To je bila njegova glavna metoda, da je enostavno se usedel in jedel z ljudmi. In v tem kontekstu je učil, v tem kontekstu je govoril, ampak v evangeliji ga zopet in spet in zopet najdemo za mizo. In to z vsemi mogočimi in nemogočimi. Z pravičnimi, z grešniki, s farizeji, in to je bil njegov osnovni, kako bi rekel, modus operiranja. Tako je on bil, ki je bil med nami tukaj v telesu, je tako funkcioniral. In v tem kontekstu je večino stvari povedal. In tudi nazadnje, recimo, ko ga vidimo, ko odhaja, kaj je naredil z učenci? Spet se je usedel in je jedel z njimi. Im je govoril, ampak ključna stvar je, da je jedel z njimi. No in se pravi, tukaj not, v tem, kaj je on jedel z ljudmi, v tem je ljudem dajal odpuščanje, ki ga vsi zelo radimo, odpuščanje za naše grehe. Tam se je dogajalo ozdravljenje in tam je tudi razglašal evangelij, o dobro novico. Jesti z nekom seveda je pomenilo takrat še bolj kot danes to, da si enost s tem človekom, ker dejansko, ker ješ eno hrano, s tem izražaš enost. In zato so se mnogi pohujševali nad Jezusom, kako ti ješ s takimi grešniki. S tem je Jezus pokazal, da se je izenačil s tistimi bednimi, s tistimi, ki so bili zavrženi, ki so bili odpisani od pobožnih in tako naprej. Ampak in Judje so imeli v bistvu zelo, ravno zaradi tega, ker so se zavedali pomembnosti tega, da skupaj jejo, so imeli stroga pravila. V bistvu pobožni Jud ni smel jesti za nejudom, s poganom, z Grkom. To se ni smel. To vidimo še pozneje v pismih, recimo, ko je Pavel kregel Petra, točno zaradi tega je bil problem tukaj. Peter je jedel s pogani, pa ko so drugi Judje prišli, se je pa umaknil, ker je očitno njegova vest tukaj ni funkcionirala tako, kot bi mogla, in Pavel ga je kregel. No, v glavnem, tukaj vidimo, kako pomembno je to bilo. Nadalje bi vas upozoril na nekaj, kar se je že dejansko v stari zavezi dogajalo. Pobožni Izraelci so morali vsaj 3-krat na leto, ko piše, se prikazati pred Gospodom v templju,
Ampak to ne kar tako, ne praznih rok, tako piše, nihče ne bo videl Boga praznih rok, ampak z daritvami, žrtvami, s katerimi so naredili kaj? Žrtvovali so jih Bogu, ampak ne v celoti. En del, ta glavni del, ta najboljši del je šel Bogu v ognju. En del je šel duhovnikom, preostanek so pa pojedli tam, na svetem kraju piše pred Gospodom. Ne, prav jej in se veseli. Ne, se pravi, že tam v stari zavezi je bilo v bistvu to, ta temeljno bogoslužje Izraela, ne, ki je bilo povezano z žrtvovanjem, je bilo v bistvu občestvo ob jedi. In je bilo občestvo dejansko ne samo drug z drugim, je bilo tudi samo v nekem smislu občestvo z Bogom. Tam je pobožen Izraelc je tam bil dejansko udeležen v Bogu, v tem, kar Bog je in kar Bog daje. No in zdaj pa, ne, vemo pa, da je Jezus na koncu svoje poti, ne, v bistvu rekel, zdaj pa to delajte v moj spomin. Se pravi, je predvidel, da bojo njegovi učenci to delali. Zakaj? Zato, ker on preprosto hoče nadaljevati svoj ministri, bi mi rekel, svojo službo še naprej. Kot je bil z unimi tam v Nazaretu ali pa z unimi, ne vem, v Kafarnaumu, tako hoče biti z eno skupino danes tle v Mariboru. Hoče se usesti z vami, hoče jesti z vami. Hoče vam podeliti, hoče nam vsem podeliti sebe. No, njegovo srce. Njegova služba se ni končala. Peli smo, da je vstal z mrtvih. In to je smisel sploh vsega tega, kar počnemo. Vemo, da je velika in glavna in slavna obljuba evangelija je Bog z nami. Na začetku, na sredi in na koncu Matejevega evangelija se ta refren ponovi. Ne? Jezus je Emanuel, Bog z nami. Tam, kjer sta dva, so tri zbrani v njegovem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Na koncu prav, pejte, delajte vse narode za moje učence in gledajte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Prav ta obljuba, da bo Bog sam v Jezusu med nami, je temeljna obljuba evangelija, temeljno delo evangelija. To je velika tema, ki jo lahko sledimo skozi celo Sveto pismo, ampak prav, tudi Jezus sam je večkrat dejansko govoril o gostiji. Prej smo slišali odlomek iz Izaija. In ta odlomek je seveda bil v ušesih in v srcih Juda. Oni so si dejansko tisto veliko stvar, ker bo Bog naredil v prihodnosti, so si točno predstavljali kot gostijo. In zato ni slučajno, da je Jezus bral tak način delovanja. S tem, ko je on sedel za mizo, je pokazal, ali pa saj nakazal, lejte, uresničuje se. Uresničuje se tisto, kar smo čakali stoletja ali pa tisočletja. In potem, ko vemo, da on še naprej tudi govori o tem, da bodo sedeli za mizo iz severa in juga, iz vzhoda in zahoda, za mizo v Božjem kraljestvu. Se pravi, to, kar mi tukaj počnemo, je čisto preprosto zvesto, kaj ne rečem, sprejemanje teh obljub in obenem zvesto izpovedovanje tega upanja, ki ga imamo, tega, kar še prihaja. Tale zadeva nas upenja nazaj v času in naprej v času. In tukaj se srečujemo z Jezusom, ki to ustvarja sredi nas. Lahko, mislim, da smemo reči, da to, kar bomo zdaj naredili, je napoved tega, kar prihaja. Ko bomo jedli in pili z njim v Božjem kraljestvu. Zelo konkretna, zelo vidna, zelo jasna napoved. Ne izpodbitna, ne da se jo oporekati, ker je direktna, ker je dejansko je vidna in čutna. To je odsev nebeške realnosti. Jaz si upam reči, in mislim, da moramo reči, da je to najbolj nebeška stvar na tej strani smrti. Tukaj se na najbolj očiten način dogaja to, za kar gre sploh Bogu v celem Svetem pismu, v celem razodetju. Za skupnost Boga in človeka. No, Trubar sam govori o Gospodu večer, tudi o krstu, prav zakrament, to besedo zakrament razlaga, ki smo jo slišali parkrat danes in tako, da jo razloži. Prav zakrament je sveta skrivnost oziroma sveto znamenje. To je znamenje Božje navzočnosti in tudi prav, to je vidna Božja beseda. In to se mi zdi zelo pomembno razumeti. Tukaj gre za Božjo besedo, za eno in isto Božjo besedo, ki jo slišimo v evangeliju na viden način ali pa celo na čuten način, ker jo okušamo.
In vemo, da je glavna Božja beseda je evangelij. Je to preprosto sporočilo o Jezusu, ki je prišel za nas, ki je umrl na križu za nas, za naše grehe, ki je vstal od mrtvih tretji dan za naše upravičenje. Se pravi, on je prišel, da nas zajame, da nas potegne v to realnost, kjer je on sam. In zato se je on spustil v našo realnost, zato je spustil se v našo bedro, v naše umrljivo, omejeno bivanje, tako kot ga mi izkušamo. Zato je postal človek. Zato, da bi nas pripeljal, pritegnil, privedel v realnost živega Boga. No in zato eno Božjo besedo gre tukaj, v tem, kar bomo naredili. In tako kot vsako Božjo besedo, moramo tudi to Božjo besedo sprejeti z vero. Tukaj je ključna in glavna stvar je naša vera. In tako kot vedno moramo tudi tako pristopati k Gospodovi mizi, tako kot je rekel Pavel. In zdaj prihajamo k Gospodovi mizi, kjer je Jezus gostitelj in hkrati je on tisti, ki streže, tako je sam se opisal enkrat, ampak hkrati je pa on tudi jed, ki se streže. Tukaj on, Jezus, zavzame vse te vloge. In še nekaj moramo pomisliti. Zdaj govorimo o Jezusovem telesu. Ja. Ampak Jezusovo telo je pa tudi Jezusova skupnost. In to moramo tudi imeti pred očmi. Dejansko, ko mi prihajamo k kruhu in vinu, dejansko prihajamo k Jezusu po veri, da bi res bili to, kar smo. Mi smo Gospodovo telo. Zares. Jezus to misli krvavo resno. Da smo mi njegovo telo v tem času, v tem svetu. Božje svetišče. Pavel pravi, vi ste Božje svetišče. V vas prebiva Sveti Duh. Vsakmu od nas posamezno, še posebej pa v nas, ko smo zbrani okrog Jezusa v njegovem imenu kot skupnost, smo resnično Božje svetišče v tem svetu. In se pravi, ko se zbiramo okrog kruha, ko jemo skupaj z Jezusom, ko mu pustimo, da on nam streže, dejansko to je najbolj popolna slika cerkve. Zakaj? Ker dejansko takrat tudi mi smo deležni, takrat se združimo v ljubezni z Gospodom, ampak tudi drug z drugim. Pavel lepo pravi, ker je en kruh, ste eno telo. Ker pijemo iz enega keliha, smo eno. Obenem je to sakrament, bomo rekel, združitve z Gospodom in združitve drug z drugim. Zato je ta skrivnost velika in je sveta. Je svet dogodek, ki pa nas tudi posvečuje. Oboje je nekaj svetega in nekaj, kar nas posvečuje, kar nas dela svete. Ker gre, kot sem že večkrat zdaj rekel, ker gre za to vidno in čutno srečanje z Gospodom, za zedinjanje z njim. Vemo recimo, da je apostol Pavel na več mestih, recimo v pismu Efežanom ali pa v pismu Filiplanom, prav, da je ključna stvar, da mi prenavljamo svoj v skladu z resnico, ki je v Kristusu. On pove, kakšna je resnica, ki je v Kristusu. Resnica, ki je v Kristusu, je ta, da smo že odložili starega človeka in da smo že oblekli novega. Potem to je preteklik. Sedanjik pa je to, prenavljajte se v duhu svojega uma. To pa je naš izziv za vsakega, zame in za vsakega od vas tukaj. Da jaz začnem dojemati realnost tega, kar je Kristus že naredil v meni. Oziroma z drugimi besedami, s tem, ker dejansko uživamo Jezusa, dejansko telesno potrjujemo to, kar je že res v nas. Jezus že biva v nas po veri. In s tem smo samo na zelo konkreten božji način spomnjeni na to realnost. Bog že biva v nas, on si nas je že izvolil za svoje prebivališče. In s tem to samo vstopamo, tukaj nam Jezus močno prihaja na pomoč. In zato tudi Trubar, ko razlaga, recimo, Gospodovo večerjo, vedno prav, se pravi, nam daje svoje telo in svojo kri v utrditev naše vere. S tem nas dejansko našo vero Bog močno podpre od znotraj. S tem potrdi in utrdi to, kar sicer že vemo, ampak ker zmeri sprot rabimo se vrniti nazaj na to temeljno resnico, na to delo, ki ga je Kristus na križu in s svojim vstajenjem dokončal.
No in zato nas Trubar spodbuja, in ne sam Trubar, seveda nas spodbuja Pavel tudi v pismu Korinčanom, da moramo se preizkusiti, da se moramo pregledati, da moramo pristopiti s pravim srcem v Gospodovi večeri. Se pravi, prva stvar sem že omenil in je velja poudariti. Na prvo, kar je res, potrebujemo preprosto vero, preprosto zaupanje, ravno poslušnost evangeliju, poslušnost temu, kar se dogaja v evangeliju. To je prva stvar. Potem druga stvar je priznanje grehov. In to, kar smo prej slišali, točno spada sem. Hvala Bogu, Svetemu Duhu, ki tako vod občestvo. To je prav, tukaj je mesto za to. Ker to je točka, ko dejansko mi, kot Jezus sam prav, to je kri zaveze, se pravi, mi obnavljamo in stojimo v zavezi, kjer so nam grehi odpuščeni. Zato je prav. In Pavel sam prav, da se moramo presoditi, moramo priznati grehe, moramo odpustiti drugim. Ker tukaj v tej stvari dobimo to potrditev odpuščanja. In tudi, mislim, da gremo lahko še korak dalj, tukaj gre tudi, da priznamo svoje slabosti, svoje bolezni, svoje telesne, duševne bolezni. Ker tukaj je kri zaveze. Tukaj Jezus sam, vse vemo, kaj je Jezus sedel za mizo, so se stvari zgodile z ljudmi. Ljudje so, grešniki so prišli osvobojeni, oproščeni, bolni so prišli ozdravljeni. Tukaj moramo pristopiti z vero, da Bog spreminja. Če čutimo, da so naša življenja obtežena, če čutimo žalost, razočaranje, obup, nesmisel v življenju. To je prostor za prenesti te stvari. Direktno sem, Jezusu. On je tisti, ki ozdravlja. Ker vemo, da v resnici ta najhujša bolezen je v resnici greh. Ta nas dela, da smo tako ali drugače skrivenčeni, popačeni, ampak ozdravljenje, odpuščanje grehov pa pomeni, da se mi zravnamo v Gospodu, da ratamo tudi mi svetli, tako kot je on svetu. Da se zgodi to, kar je on rekel, vi ste luč sveta. In to je rekel on, ki je luč sveta. To je Božja volja, da ta Božja luč nas popolnoma napolni, da dejansko začnemo svetiti v tem svetu, tako kot Pavel pravi, tako kot zvezde v temnem svetu. To Bog dela, dajmo se mu odpreti, dajmo se mu pustiti. No in, ne nazadnje, to, kar potrebujemo, je velika hvaležnost. Prvi kristjani so temu rekli, so eno hecno besedo uporabili za to. Temu so rekli zahvala. In to v grščini se reče Euharistija. Ampak ta beseda ne pomeni enega predmeta, pomeni zahvala, pomeni zahvaljevanje, pomeni hvaležnost. In to dejansko to besedo Pavel velikrat uporablja, ko govori skupnostim in v bistvu označuje kot tisti prvi in glavni odziv sploh na evangelij. Bog nam je z Jezusom prinesel predvsem nekaj res izredno, nezamisljivo dobrega. In prva, glavna stvar, ki je ta prav odziv, to je preprosta hvaležnost. In to je tudi dogodek, ko cerkev se posebej zbrana, skupno zbrano občestvo se zahvaljuje Bogu za te velike darove, ki jih prejemamo po čisti milosti, ki si jih ne zaslužimo, ampak jih dobivamo zaradi čiste Božje ljubezni. No in to mogoče je še ena stvar, ki si jo moramo postaviti pred oči. In tudi mogoče prav kot priprava na Gospodovo večerjo. To je nekaj, ta cela stvar se dogaja iz Božje ljubezni za Božjo ljubezen v nas. Se pravi, tukaj Bog želi obuditi ljubezen v nas. In spet tukaj so imeli prvi kristjani zanimivo ime za vse skupaj. In so kar rekli agape. In cel ta obet, to je bil širši obet, niso jedli samo malo, so jedli več. En del tega je bilo to, če morda danes rečemo Gospoda večerja, ampak to je bila ljubezenska gostija. Spet, ko se Božje ljudstvo gosti z Božjo dobroto, in se seveda gosti tudi drugega iz tega preobilja. Tukaj prestopamo k Bogu, ki prekipeva,
ki ni škrt, ki ni reven, ki ni tisti, ki zadržuje, ampak tisti, ki preobilno daje. Ravno zato, da bi se mi tudi spreobrnili k takemu načinu bivanja, da dajemo in še dajemo. Ker imamo izvir, kamor lahko pridemo, ker imamo studentski bogat, ki ne odneha. Ja? In zato je to dogodek ljubezni predvsem in na prvem mestu. Se pravi, gremo iz vere prek priznanja grehov, priznanja slabosti, bolezni s hvaležnostjo v ljubezen. To je dogodek, ki to združuje. In ja, Jezus sam nas tukaj hrani. Tako kot sem že rekel. Ne? To bi še rekel, če o ljubezni govorimo. Ne? Postaja tudi en način, kako sploh razumemo greh. In mislim, da bi se dal na greh gledati tudi takole, da je greh pravzaprav zamrznitev ljubezni. Greh je naredil, da ljubezen, prava ljubezen, zdaj govorimo o božanski ljubezni, ki je dejansko narava Boga in ki je naša nova narava, ampak greh naredil ljubezen v nas zamrzne. In tle, če smo iskreni, lahko priznam, da imamo vsi težavo tukaj. Čisto vsi imamo težavo tukaj. S sprejemanjem in z življenjem te Božje ljubezni ima vsak potomec prvega Adama težavo. Tako da bodimo iskreni, dajmo to priznati. Ampak ravno zato nam Jezus tukaj prihaja nasprot na tak konkreten način, na tak otipljiv način. Nekateri so opisali dejansko Gospodovo večerjo kot poljub Kristusa ženina. To je zanimiva slika, ker gre v bistvu za končno v našem času za najbolj konkretno obliko tega, da izkusimo sami Božjo ljubezen, ki nas tali, ki tali led v naših srcih, ki tali to zamrznitev, ki je greh naredil in ki dela greh v svetu. Vse veste, kaj je Jezus sam je rekel, ne, ker se bo krivičnost pomnožila, bo ljubezen mnogih zamrznila. No, mi pa nismo med tistimi, ki nam bo ljubezen zamrznila. Mi pa smo poklicani, da se naša srca odtalijo v Božji ljubezni. Se pravi, Jezus nas hrani tukaj. Mi tukaj prihajamo, da se nahranimo. Jezus hrani najprej našo vero. On želi našo vero nahraniti, dvigniti našo zaupanje ven. Naprej, on hrani naše upanje, pričakovanje na to, kar prihaja. To je pomembno, tega ne smemo zgubiti. Tukaj, to je predslika tega, kar prihaja. Cerkev že sam s tem, ko to naredi, pričuje svetu in govori vsemu svetu, tole prihaja. Pridite na svadbo. Pridite. Jezus je rekel, ko to delate, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Ta stvar ima funkcijo tudi v tem smislu. In seveda hrani našo ljubezen. Ne? Bog nam izliva po Svetem Duhu v nas ljubezen in seveda ljubezen tudi drug do drugega. Tle tudi Trubar na koncu te pridige precej govori, ne? Prav o ljubezni med nami. Kako je to zakrament, ki ozdravlja naše odnose, ki nam daje, da smo dejansko vstopamo v to, da smo zares bratje in sestre, da si služimo, da si pomagamo, da smo skrbni drug do drugega. No in zdaj pa končni smisel tega je pa tole, da tudi mi, se pravi, da tudi mi postajamo taka ljubezen. Rekli smo že prej, da smo mi sami Gospodovo telo. In to je biblična resnica, temeljna. Ne? In v nekem smislu mi zdaj, če zares vstopimo v to, mi sami začnemo postajati tak kruh, ki se lom drug za drugega in tudi za tiste od zunaj. Jezus nas želi preobražati, da mi postanemo, da tako kot piše v Janezovem pismu, kakor biva on, tako bivamo tudi mi na tem svetu. Jezus nas tukaj povablja, da vstopamo v njegov način bivanja za druge, ker to je ljubezen prava. Božja ljubezen ima zmeri naravo žrtve, ampak ne žrtve, ki bi bila narejena s stisnjenim srcem, bez žrtve, ki izhaja iz radodarnosti, ki izhaja iz preobilja, ki ni nekaj iztisnenega, ampak ki je svobodna. Iz prave, žive svobode, živega Boga izhaja. In to k temu nas povablja Gospod. Se pravi, povabljeni smo, da Jezus nas sam povablja,
pristopimo s pravim srcem k njegovim mizi. On sam je takole rekel, če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim. On pa z menoj. Jezus nas povablja, dajmo se odzvati vodilu. Predlagam, da nekaj časa ostanemo v tišini. Če morate komu oprostiti, ali pa če morate koga prositi za odpuščanje, to je dobro, da zdaj naredite. Če ne morate zdaj, da se zdaj odločite, poravnate svoje poti. To je ta pravi moment za to. Amen.